Letos začenjamo bolj zgodaj, a 5 finalistov bomo tudi nekaj tednov prej določili. Izberimo torej avtomobil, po katerem si bomo najbolj zapomnili leto 2020. Na letošnjem seznamu možnih avtomobilov leta imamo 18 povsem novih modelov, ki pa morajo za uvrstitev v finalni izbor zadostiti tudi kriteriju, da morajo osvojiti srca in denarnico vsaj 25 Slovencev. Seznam po abecednem redu začenja Audijev A3. Imenitnejši in karakterno športnejši predstavnik razreda kombi limuzin, ki v velikostnem smislu predstavljajo optimum. DS3 Crossback nima ničesar skupnega s predhodnim DS3. Po novem gre za velikostno bistveno večji avto in ponuja tudi značilnosti SUV-ja. Kuga začenja Fordovo hibridizacijo in to na številne različne načine. Priključno hibridno verzijo so recimo še posebej cenovno optimizirali prav za Slovence. Puma je po drugi strani prava divja mačka. Toda njena divja oblika ponuja vrsto inovativnih prostorskih rešitev. Hyundai v žezlo stavi kar 3 nove modele. Najmanjšega i10, ki v razred najmanjših avtov uvaja številne moderne tehnične priboljške. Asistenčni sistemi so ena bistvenih prednosti še enega povsem evropskega Hyundaija. i20, ta po drugi strani prinaša tudi novi Hyundaijev dinamični obraz. A če je nastopaški videz značilen za i20, kaj naj torej rečemo za povsem novega Tucsona? Z njim se Hyundai dokončno umika slovesu znamke za racionalne. In tu sta dva Mercedesova terenca, GLA in GLB. Prvi je tipično A-jevski kupejevski, drugi pa postavlja B-jevsko družinsko uporabnost še na bistveno višjo raven, s 7 sedeži. Nova generacija Nissana Juka ohranja pompozen videz, s katerim so zdramili posnemovalce, a vendarle so ga naredili vsakdanje bolj prijaznega, z bolj prostorno kabino in večjim prtljažnikom. Potem sta tu dva Peugeota, ki vozita na enaki platformi. 208 je šokiral z videzom, ki je prav neobičajno brezkompromisen, 2008 pa je kupcem dal točno tisto, kar so prej pogrešali, torej klasično SUV-ovski videz in občutek v kabini. Njegov neposredni tekmec Renault Captur stavi na bolj prijazen videz, a po novem prednosti niso več samo praktične. Captur po novem igra tudi na bolj fine karte. Leon iz Španije je močno pridobil na samozavesti. Jasno izraža, da je to avto za mladostno živahne, predvsem pa za najbolj dovzetne nad digitalnimi novotarijami. Češka Octavia je Leonu sicer tehnično sorodna, a z novo generacijo je najbolj popularna Škoda postala značajsko diametralno nasprotje koncernskim bratom. Je namreč izrazito udobna, poslovno udobna. Najbolj evropsko Toyoto pa so v Bruslju razvili s povsem svežimi očmi. Mali Yaris je tako postal bistveno bolj vozniški. Uvaja pa tudi črno skrinjico z namenom znižanja stroškov lastništva. Seznam kandidatov pa s črko V zaključujeta dva Volkswagna. Klasični Golf, ki je z 8. generacijo bistveno manj klasičen v kabini, tipke so namreč nadomestili zasloni, klasična motorna ponudba pa je zdaj bistveno bolj ekološka, a ne več tudi električna, kajti električni pogon je domena dolgo pričakovanega ID.3. Modela, ki naj bi s prodajnimi številkami v električni dobi dosegel tisto, kar je nekoč dosegel Golf. Vaš glas seveda oddate tako, da obiščete MMC in poiščete ustrezno pasico na našem zavihku. Glasujete lahko večkrat, a štel se bo le en vnos na teden. Z glasovanjem pa se uvrstite tudi v žreb za nagrade. Izžrebali jih bomo v januarski finalni oddaji, v kateri bomo novinarji redakciji, ki sodelujemo v izboru, izmed 5 finalistov določili že 29. slovenski avto leta. Torej, naj se izbor letnik 2021 začne.